Spoštovana direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja doktorica Sonja Novak-Lokanovič, spoštovana predstojnica oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani doktorica Irena Selišnik, spoštovani doktor Andrej Pleterski, spoštovane kolegice in kolegi, gostje in gosti, v imenu organizacijskega odbora dobrodošlico na simpoziju v počastitev 100-letnice rojstva akademika, profesorja, doktorja Janka Pleterskega. K uvodnemu nagovoru vabim našega gostitelja, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesorja doktorja Petra Štiha. Bom začel kar, dragi prijatelji, in potem spoštovane gospe in gospodje in kolegice in kolegi, veseli me, da vas lahko pozdravim v imenu enega od treh soorganizatorjev današnjega posveta, ki je namenjen 100-letnici oziroma namenjen delu enega najpomembnejših slovenskih zgodovinarjev v zadnjih desetletjih 20. in začetka 21. stoletja, akademiku Janku Pleterskemu. Naj tukaj ob robu čisto na kratko samo spomnim, da smo se na enak način na akademiji spomnili let 2016 že 100-letnice rojstva dveh medivistov, Ferda Gesrina in Boga Grafenauerja, in da smo potem leta 2021 pripravili tudi posvet ob 100-letnici rojstva akademika Vasilija Melika. Referati za posveta ob 100-letnici rojstva Gesrina in Grafenauerja so že bili objavljeni v razpravah prvega razreda SAZU. Referati z posveta ob 100-letnici rojstva Vasilija Melika bodo objavljeni letos in računamo seveda, da bomo drugo leto v isti seriji razprav prvega razreda objavili tudi prispevke za današnjega posveta. Če mi dovolite v tem kratkem nagovoru, ki ga imam, vendarle, da sem tudi nekoliko vsebinski, ne samo formalen, bi rad povedal par stvari, ki se tičejo Janka Pleterskega in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. To je pač ena tema, pravzaprav, o kateri ni referata, tudi bi ga težko imeli, ker kar informacije, ki so na razpolagi, so pravzaprav bolj drobtine, kot pa ena celovita slika o tem delovanju. Jaz sem se v glavnem naslanjal pri tem na letopise akademije, vendarle toliko, da ga umestimo v SAZU, vendarle mi dovolite par stavkov, da povem. Na enak način sem govoril tudi že ob simpoziju ob 100-letnici rojstva Vasilija Melika. Torej, naj vas spomnim, da je bil profesor Janko Pleterski za izrednega člana SAZU izvoljen 18. maja 1989, to je v času, ko je akademijo vodil še Janez Milčinski. In Pleterski je bil v tistem času seveda že vidna javna in ali je to hotel ali ne tudi politična osebnost, ker je pač bil član predsedstva takratne socialistične Republike Slovenije v teh prelomnih časih, ki se vsi še, ali pa predvsej med nami tukaj vendarle še spominjamo. In če se spomnite, jaz sem se večkrat spomnil na njega, ko smo predlani pripravljali tako imenovano to izjavo z naslovom Slovenska sprava, ker smo nagovarjali z etičnega vidišča nekatera vprašanja dogajanja med vojno in takoj po vojni v Sloveniji. Janko Pleterski je bil avtor takratne izjave predsedstva Slovenije o tej isti tematiki, vendar je on ni poimenoval spravo, ampak pomiritev. On je govoril o nacionalni pomiritvi, ne o nacionalni spravi. In kot enega od vzrokov je navajal tudi klerikalizem, poleg fašizma in komunizma. Tako da sem se večkrat spomnil na njega, kako bi on pravzaprav diskutiral ob tem, ko smo imeli te interne diskusije ob tem našem dokumentu. Kot zgodovinar je seveda Janko Pleterski postal član akademijskega prvega razreda za zgodovinske in družbene vede in je postal takrat kolega naslednjih akademikov, samo da vam jih po besedi naštejem. Vsi so vam poznani. Emilijan Cevc, umetnostni zgodovinar, muzikolog Dragutin Cvetko, arheolog Stane Gabrovec, zgodovinar je Ferdo Gesrin in Bogo Grafenauer ter pravni zgodovinar Sergij Vilfan. To so bili člani oddelka za zgodovinske vede in
in 89 se mi je priključil še Pleterski, kot rečeno. Zgodovinski oddelek je torej takrat imel 7 članov, družboslovni oddelek v istem razredu pa 10, ne bom jih našteval, povem naj samo, da je od takratnih članov prvega razreda danes živ samo še eden. In to je sociolog Zdravko Mlinar, ki je na začetku tega leta praznoval 90-letnico, in to lahko rečem zelo delavno z izdajo 2 debelih knjig v skupnem obsegu več kot 1000 strani, pravzaprav raziskuje eno temo, ki jo je poimenoval on občanska znanost, citizen science, za podružbanje oziroma širšo uporabo znanosti, tudi izven profesionalnih krogov. Razred takrat ni imel samo nobene ženske, danes jih imamo že kar nekaj. Takrat, naj opozorim, času, ko je postal Pleterski član akademije, je imela cela akademija samo eno članico. In to je bila ginekologinja Lidija Andolšek-Jeras. Danes smo nekoliko na boljšem, približno več kot 10% vseh članov je torej žensk. Mislim, da z letošnjimi volitvami se bo ta številka še povečala, še vedno smo pa pod povprečjem oziroma kvotami, ne bom rekel kvotami, ampak pod številkami, ki bi jih tudi imajo druge akademije. 4 leta kasneje, 27. maja 1993, je bil potem Pleterski izvoljen za rednega člana, se pravi za akademika. Tako da je skupaj bil član akademije skoraj 30 let, 29 in še nekaj, pri čemer seveda zadnje leta svojega življenja zaradi starosti in s tem povezanih zdravstvenih težav v delu akademije in razreda ni mogel več sodelovati. Sicer pa je leta 18, ko je umrl Pleterski, smrt po akademiji kosila kar z velikim zamahom. Naj vas spomnim samo na nekaj imen, ki so vam v tem krogu bolj poznana in bliže. Sociolog Veljko Rus nas je takrat zapustil, klasični filolog Primož Simoniti, prav tako, pisatelj Alojz Rbula, pesnik Ciril Zlobec, slikarka Metka Krašovec. Te so vsi umrli v letu, pa niso bili vsi, so umrli v letu 18. In še enega bi rad omenil, še prav posebej, takrat je umrl tudi naš dopisni član Helmut Rumpler, avstrijski zgodovinar, profesor na Celovški univerzi, ki je s Pleterskim tesno sodeloval, tako da po častitvi Rumplerjeve 80-letnice 2015 na Avstrijski akademiji, ki sem se udeležil v imenu SAZU, se spomnim, smo se potem seveda na sprejemu neformalno pogovarjali, se on z zelo toplimi besedami spominjal Pleterskega. In tudi na to je rekel, kako sta se pravi, rekel, jaz star katolik, on star komunist, pa sta se našla ob tej temah skupne slovensko-avstrijske oziroma koroške zgodovine. In zasluga Rumplerja in Karla Štrulfarerja je, da je postal Pleterski častni doktor Celovške univerze. Prav zaradi tega sodelovanja, po drugi strani pa je Pleterski pravzaprav bil odločilen za to, da je Rumpler postal tudi dopisni član naše akademije. Pleterski pri nas na akademiji predvsem strokovno. In sicer, jaz se ga seveda je nastopil na kot predavatelj na različnih priložnostih, simpozijih, bil je pa tudi soorganizator 4 kar pomembnih simpozijev na akademiji. Najprej leta 1991, mesec dni pred osamosvojitvijo, pred razglasitvijo neodvisnosti, je bil tukaj en posvet o Osvobodilni fronti, kjer je bil on glavni organizator. Potem je bil leta 1994 soorganizator posveta o Slovenci v državi, tudi en velik dvodnevni posvet tukaj. Leta 2001 o državi in cerkvi in leta 2006 o problemih demokracije na Slovenskem med obema vojnama. Vsi so seveda te prispevki z teh simpozijev so bili tudi objavljeni v publikacijah akademije. Zanimivo je pri vsem tem, da se tudi Pleterski ni pravzaprav vključil v, bi rekel, upravljanje akademije. Ni bil nikoli niti načelnik oddelka, niti tajnik razreda, da o višjih položajih sploh ne govorim. In tukaj je nekaj, kjer je pravzaprav med zgodovinarji na nek način ena tradicija. Namreč
niti Grafenauer, to so njegovi, če gledam teh njegovih kolegov, niti Grafenauer, niti Gestrin, niti Melik, niti Mlinarič, Jože Mlinarič, niti Sergej Vilhar, niti Jože Perjavc niso nikoli prevzeli nobene funkcije znotraj akademije. Zakaj temu tako, ne vem, se mi zdi pa vsekakor zanimivo. Zdaj, za zaključek teh drobtin, da ne bom predolg, naj samo še omenim seveda, da je bila po njegovi smrti, kot je običajno, to potem po njegovi smrti tukaj v tej dvorani žalna seja, kjer se je akademija poslovila svojega člana in govornik na tej seji je bil njegov prijatelj in dolgoletni kolega Jože Perjavc, ki je, bi rekel, na en zelo empatičen način orisal življenje Janka Pleterskega in delo, na način, ki omogoča pravzaprav razumeti pozicije, ki jih je zastopal Pleterski o nekaterih ključnih temah slovenske zgodovine v 20. stoletju. In ta moj nagovor zaključil z zadnjim odstavkom Perjavčevega govora tukaj, ki ga je imel. Takole je zaključil on svoj govor na žalni seji 2. junija 2018. Zaradi bremen visoke starosti so bila zadnja leta Janka Pleterskega nadvse težka, da ne rečem tragična. Ko sem ga bodril, naj ne vrže puško v koruzo, mi je odpisal, da je v koruzi izgubil tudi samega sebe. Kljub temu se je z nenavadno upornostjo boril za očiščenje in pomlajenje našega naroda, da rečem z Ivanom Cankarjem. Očiščenje in pomlajenje, ki naj bi si ga pridobil tako, da sprejmemo našo zgodovino v vsej njeni tragični kompleksnosti in se z njo pošteno soočamo. Tej poštenosti v svojem delu in misli ni nikoli izneveril. In to mislim, da je res. Hvala, da se zaključujem. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim pozdravnemu nagovoru direktorico Inštituta za narodnostna vprašanja, doktorico Sonjo Novak Lukanovič, prosim. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani prijatelji, spoštovani dr. Andrej Pleterski. Vesela sem, glede na glasa nisem bila najbrž pravilna, ne? Ampak z vašim očetom, dr. Pleterskim, se strinjam, da sem ga tako poimenovala. Skratka, vesela sem, da lahko v imenu Inštituta za narodnostna vprašanja, da vas pozdravim. In vesela sem, da je prišlo do te organizacije, tega simpozija, 3 institucij, katerim je dr. Pleterski posvečal zelo veliko svojega življenja, ne samo delovnega, ampak tudi osebnega. Dr. Pleterski je bil z nami povezan mnogo z inštitutom. Lahko rečem, da je tudi neka simbolična povezava med nami in inštitutom. Delal je kar 16 let na inštitutu, bil pa je rojen 1. februarja 23, inštitut pa je bil ustanovljen 1. februarja 25. Zelo velika simbolika 1. februarja. In ko smo praznovali, po njegovi smrti smo posvetili mu eno okroglo mizo oziroma razgovor ob dnevu inštituta leta 2019, smo predstavili ne njegovo delo, ampak je bil razgovor namenjen nekdanjim sodelavcem inštituta, ki so z njim tudi delali. To je bil za mlado generacijo in tudi za mene izreden dogodek, žal se je dogodil pred korono, kar pomeni, da ga nismo snemali, kar je zelo škoda. Na tem srečanju sta o dr. Pleterskem govorila njegova bivša, nekdanja sodelavca, katera sta imela ta privilegij, da sta lahko skupaj z njim delala, da sta lahko skupaj z njim se pogovarjala, neskončno pogovarjala in tudi stkala prijateljske povezave. To sta bila dr. Dušan Nečak in pa Janez Strgar. Resnično ta dogodek, organiziran leta 2019, je brez dvoma pustil meni in tudi mlajši generaciji pečat o pomembnosti, o globini, o širini njegovega dela, pa tudi o njegovi osebnosti.
Kajti, kot mi je kasneje v nekem razgovoru dr. Pleterski povedal, stkavje prijateljstva, to niso bile samo dogovori, pogovori kolegov, ampak tudi prijateljski pogovori, kar je nekaj veliko več, kot si lahko vsak posameznik želi. Nažalost jaz nisem imela tega privilegija, da bi lahko z njim delala, da bi lahko raziskovala na primer področje koroških Slovencev, področje, kateremu se je zelo, zelo posvetil, o njegovem delu in o njegovem prispevku za to temo bo seveda spregovoril kasneje kolega dr. Grafenauer z inštituta. Imela pa sem srečo, da ob 90-letnici inštituta sva se kar nekajkrat pogovarjala in njegov razgovor z njim mi bo ostal vedno v spominu. Njegov odnos ki ga je seveda gojil ves čas, odnos do naroda, odnos do narodnega vprašanja, do manjšin, do etnične raznolikosti, etničnih odnosov, ker tukaj se je skrivalo pri njem njegov odnos ne samo z vidika poznavanja, ampak tudi z nekega moralnega vidika. Tako da, ko sva, prišla do vprašanja naroda, je to globoko dvignil kot neko vrednoto in oba sva si bila takrat nekako istih mnenj, da ta vrednota na nek način upada, da ni več tako prisotna, kot bi morala biti. Ampak prav ta današnji simpozij, ki smo ga organizirali skupaj, mislim, da nas opozarja, da so vse te zadeve še vedno zelo aktualne danes in da tudi bodo aktualne. In zato sem vesela, da je prišlo do tega in upam, da to ni zadnje srečanje na temo njegovega dela, ki brez dvoma skriva veliko trajnih sporočil, ki jih ne smemo ne mi, ne bodoče generacije pozabiti. Zato hvala vsem in resnično vam želim plodno razpravo in pa tudi plodno diskusijo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim še predstojnico oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktorico Ireno Selišnik. Torej, spoštovane, drage kolegice in kolegi, spoštovani dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in spoštovana direktorica Sonja Novak Lukanovič iz Inštituta za narodnostno vprašanje. Veliko veselje mi je, da obeležujemo delo akademika profesorja dr. Janka Pleterskega, ki je več kot desetletje predaval tudi na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Z veseljem pozdravljam vse udeležence in udeleženke današnjega dogodka in organizacijski odbor, ki si je zadal in izvedel današnji simpozij. S simpozijem torej obeležujemo 100 let rojstva profesorja Janka Pleterskega in se mu zahvaljujemo za njegovo prizadevno delo, ki je pustilo neizbrisan pečat v slovenskem zgodovinopisju in tudi na našem oddelku za zgodovino. Ker ga žal osebno nisem poznala, naj vendarle, orišem del njegove življenjske poti na oddelku za zgodovino. Torej, pri nas je predaval zgodovino Slovencev in jugoslovanskih narodov od leta 1879 oziroma 1878 do leta 1918. Predaval je od leta 1970 pa vse do svoje upokojitve 1982. Med leti 1979 in 1981 pa je prevzel tudi, upravno vlogo in bil dekan Filozofske fakultete v Ljubljani. Njegova dela ostajajo še vedno aktualna in prav pred kratkim me je razveselilo, ko sem opazila ponatis njegovega dela Preklicati revolucijo v slovenski zgodovini. Politični naboj, ki ga je čutiti v njegovem delu,
in je zaznamovalo njegovo življenje, skozi njegova dela, ki so natančna in jih zaznamuje reducija in raziskovalna širina, tako živi naprej, s pomočjo bralk in bralcev njegovega znanstvenega dela. Vsem udeležencem in udeleženkam simpozija želim, da bi se danes poglobili v različne aspekte dela doktorja Janka Pleterskega, njegovo zanimanje za koroške Slovence, nacionalno vprašanje in narodno-politično zgodovino, historični revanšizem, obdobje druge svetovne vojne. Torej vsem želim uspešno delo. Najlepša hvala vsem predstavnikom inštitucij, ki danes organizirajo ta simpozij. Na koncu tega uvodnega dela pa mi je v čast povabiti k besedi še doktorja Andreja Pleterskega. Prosim. Ja, tu stojim v bistvu v imenu mojega očeta in v njegovem imenu bi se rad vsem organizatorjem, udeleženkam, udeležencem tega srečanja, tega simpozija, torej najlepše zahvalil. Tudi iz enega zelo posebnega razloga in sicer zaradi tega, ker je pač moj oče umrl v občutenju, da ga je doletela nekakšno damnacijo memorije, kar ga je v določeni meri peklilo. Jaz sem mu skušal pač to dopovedati, da je to pač neka konstelacija, ki se bo spremenila, ampak to ga ni posebno tolažilo. No, ampak vsekakor današnji dan bi mu bil v veliko moralno zadovoljstvo in to si lahko torej zapišete v svojem spominu, da ste pomagali k temu in sem vam za to hvaležen. Ne bom dolg, moram se zdaj še upravičiti takoj gospe Novak Lukanovič, ker sem jo spravil v zadrego s temi nesrečnimi naglasi. Torej, zdaj povem to tu javno, tako da bo v vseh situacijah to vsem vedno jasno. Moj oče seveda se je rodil kot Pleterski in je umrl kot Pleterski in je živel kot Pleterski. Je pa že v osnovni šoli doživel razsvetljenje od svojega učitelja slovenščine, da tako kot se ne reče klošterski žolnir, ampak se reče kloštrski žolnir, ker smo doma iz Pleterja, tam je bil rojen v številki 16, moj prapradet v koncu 18. stoletja, vas Pleterje, se pač imenujemo po vasi Pleterje, Pleterski. No, moj osebni življenjski projekt, en od mnogih seveda je tudi ta, da poskušam uveljavljati svoj pravi izvirni naglas in to je Pleterski, kajti to je naglas, ki gre v vzhodni Sloveniji, pa v zahodni, v centralni pa nikakor ne. Tam je vedno naglas na drugem sklonu. Skratka, kadar boste govorili o Pleterskem, boste govorili o mojem očetu, kadar boste govorili o Pleterskem, boste pa govorili o meni ali pa o mojih naslednikih. Toliko o tem priimku. In še ena stvarčica je, bila je že omenjena njegova najnovejša knjiga, to je knjižica v seriji Pamflet, ki jo izdaja Znanstveno-raziskovalni center SAZU z naslovom Preklicati revolucijo. To je vsekakor njegov najobsežnejši spis, ki je nastal že v tistem času, ko je njemu že zelo, zelo opešal vid in sluh. In bi posebej nekako vam priporočil, da vse tisto, kar je on napisal recimo nekje tam v zadnjih 10 letih svojega življenja, je pisano enciklopedično, torej iz več razlogov. En je zelo preprost in to je ta, da seveda v času, ko njemu vid že pešal, ko se je tudi v bistvu že težko premikal in tako naprej, ni imel več takega delovnega okolja, kot ga je bil navajen prej, skratka, on ni mogel letati po knjižnicah, ni mogel zbirati literature, on je bil odvisen samo še od tega, kar je imel v svojem računalniku, nekih malega izpiskov in pa predvsem je bil odvisen od tega, kar je držal v svoji glavi. Njegov je bil dejaven do zadnjega trenutka njegovega življenja, kar je bila morda celo po eni strani njegova nesreča, po drugi strani pa, saj z stališča zgodovinopisja, nedvomno njegova sreča nas vseh. Namreč, to je, ko ste ujetnik nečesa, potem nenadoma začnete o stvarih razmišljati drugače in razmislite, še zlasti, ko ima on pač težave tudi že zaradi vida pisati, on je imel tako velike črke gor na ekranu, da je sploh še lahko nekaj videl od tega, ko je moral stokrat razmisliti vsak stavek, ki ga bo zapisal.
In tu je potem to resnično zelo skondenzirano vse njegovo znanje in razumevanje zgodovine in tudi tega pač, kaj skuša povedati, na kakšen način skuša povedati in komu skuša povedati. To so dejansko enciklopedična besedila in vsaj za moj okus je to daleč najboljše, kar je napisal v svojem življenju. Njegova pač, on je napisal ogromno, enkrat nekoč je celo omenil, da so bili torej v Celovcu, tam so imeli pač posebno službo, ki je bila se ukvarjala pač tudi, danes bi rekli, s klipingom, ki so prevajali tudi potem nekatere tekste, je bil on tako produktiven, da so mislili, da gre tu za psevdonim neke skupine ljudi, ki producirajo tam literaturo, ampak on je bil to samo on sam v resnici, v živo. Ampak ta njegova besedila za moj okus danes bi rekel so razmeroma dolgovezna, ampak to, kar je nastajalo v zadnjih 10 letih, to človek resnično bere z užitkom in z vsakim stavkom dobiva razna nova spoznanja. No in v bistvu neka krona vsega tega je ta knjižica Priklicati revolucijo. Išla je na mojo pobudo, torej vsekakor pa seveda z uredniško in tudi siceršno izdajateljsko podporo profesorja dr. Ota Lutarja, ki je tudi danes poklanja pravzaprav temu današnjemu dnevu 40 izvodov tele knjižice, ki so tamle v škatli na mizi in ste vsi vabljeni, da si vsak vzame svoj izvod ali pa lahko, glede na to, da nas ni tule 40, še komu za svojega prijatelja. In s tem bi jaz danes končal. In še enkrat hvala lepa, ker ste pač prišli in ker se trudite in kar bi bilo mojemu očetu najpomembneje, da njegova spoznanja uporabljate pri svojem delu. To bi mu pomenilo največ. Hvala lepa.